200 popotnikov je že pripravljenih na potovanje z Jano v vzhodno Afriko, državo večne pomladi Malavi. Tam je Jana ustanovila dobrodelno društvo in zgradila izobraževalni center. S pomočjo prostovoljnih prispevkov že eno leto omogoča zajtrk 342 otrokom podeželske šole. Za samo €1 nahrani enega otroka za cel mesec. Jana je v 2 letih v različnih državah v Afriki sodelovala pri izgradnji šol, poučevala več tisoč osnovnošolskih otrok, delala v sirotišnici, učila ljudi poljedelstva. Na koncu je pristala v Malaviju, o katerem vemo zelo malo. Je pa to država, ki je 6-krat večja od Slovenije in ima tudi več kot 6-krat več prebivalcev. Uradna jezika pa sta angleščina in češčina. Karkoli boš otroku pomagal, boš nekako že kaj kmalu videl nek razcvet tega otroka. Tam je v javnih šolah en učitelj na 100 otrok, pouk poteka brez šolskih potrebščin, brez klopi, ves razred ima v povprečju 3 učbenike in nimajo malice. A pravi, da so tam ljudje vseeno bolj srečni. In ena hvaležnost za življenje, gre čez toliko večje težave, pa ima izmer ta optimizem nekako v ozadju, ki jih vodi naprej. Ljudje si med seboj pomagajo in vedno poskrbijo drug za drugega. Kaj se te je pri tem sodelovanju Jane najbolj zapomnilo? Bom mogoče večkrat premislil, da se ne bom več toliko pritoževal, kako živim. Mnogo sem se naučil to, da moramo pač spoštovati drugega in si pomagati. Zdaj se bolj zavedam, kaj dejansko je v Afriki in na kakšen način lahko pomagamo. Tudi Jana bo pomagala naprej. Že konec tega meseca odpotuje nazaj v Malavi, kjer se ji bodo pridružili tudi prostovoljci, ki bodo svojo dobro voljo in znanjem marsikomu omogočili boljšo izobrazbo.